Dejansko med študijem sem tako entuzijastična. Torej, spomnim se samo sebe, samo zaprem vrata in se potopim v ta izvir ljubezni. Vendar, ko veste, da bo sedaj kongres, imate potem motnje. Motnje reči motijo, torej ne moram delati, moram biti z mojo družino, ne morem tako daleč potovati. In tu smo lahko zelo kreativni in zelo prepričani, da je to dejanska situacija, da je dejansko tako. Zakaj se nam to dogaja? Najprej, preden bi odgovoril, bi rad spomnil naše študente na naš e-mail naslov, na katerega lahko pošljete vse vaše vprašanja. Torej vsa vaša vprašanja, misli, dvome, nasvete, zgodbe, vse to bomo prebrali med našimi seansami vprašanj in odgovorov in tako bomo vedeli, kako ste vi in kako smo tudi mi. Torej, rabim vedeti, kaj se dogaja glede teh preprek. Torej, moramo vedeti, pred nami je nova stopnja. Torej, imenovana 1, zato ker tam bomo venoteni kakor eno. In to je stanje duhovnosti. In za sedaj, kakor smo se učili, svetloba ustvarja tudi posodo. Nasprotje, svetloba je naše stanje v tej prihodnji stopnji, torej mi plus 1, in to pa smo mi, oziroma gruča študentov. In to ustvarja željo, hotenje. In moja želja, ker vse ta svetloba prihaja skozi filter, skozi ta sistem tega sveta, ki se imenuje razbitje, zato percipiram to svetlobo v nasprotni obliki. Percipiram jo na način strahov, dvomov, zavrnitev iz povezanosti. Ta kongres, videl sem v preteklosti že mnogo zoprnih reči, to je lahko nekaj fanatičnega, nič človek ne ve, kaj se bo dogodilo na kongresu in vse takšne misli se pojavljajo v moji zavesti, ne gojim jih, samo pojavijo se. Če bi šel na kakršnikoli drugi kongres ali dogajanje, ne bi bilo tega, vendar v tem primeru imam vse to. In ko govorimo o preprekah, imamo več stopenj, negibno, rastlinsko, živalsko in človeški nivo. V neživem nivoju ne morem zapustiti hišo, bo mrzlo, bo. Torej, in te prepreke so potem v raznih stopnjah. Na človeškem nivoju so to dejanska občutenja, občutim odbojnost nasproti povezanosti, želim biti sam in študirati kabalo pred ekranom, ne me mučiti z kongresom. Torej, ali želim ohraniti jaz, da se počutim jaz, svoboden. In vsa ta občutenja so čudovita, krasna, zelo dobra. Zakaj? Zato, ker šele sedaj začnemo občutevati globino našega hotenja, naše želje. In koliko to hotenje želi korekcijo, oziroma koliko rabi korekcijo. Korekcija je, da bo percipirala od naše hotenje, kaj dejansko svetloba želi dati. Torej, za prvim okusom tega užitka, ki ga pridobi iz naše povezanosti, to bo najboljši užitek, ki ste ga imeli v življenju. Videli boste, na začetku bom začel
občutevati primanjkljaj, odsotnost tega hotenja v strahu, v nezmožnosti, da pridem na kongres, ali tam so fanatiki, ali kaj podobnega. Torej, sedaj imam prvič priložnost, da grem nad razumom. Torej, da naredim dejanje nad razumom. Kaj pomeni? V čem nad? V pomembnosti. In videli boste, da metoda kabale ni ukinjanje teh občutenj, temveč da se dodaja vrh tega druga občutenja pomembnosti, da se vprašam, kaj bo z mojim življenjem, če ne grem, če zapustim to smer. In da v bistvu nagovarjam ego. Tako da študiram kabalistične tekste o povezanosti, da vidim kabalistične klipe. Torej, klipe o kongresih, vidim lekcije Rava iz prejšnjih kongresov ali iz poslednjih dveh iz New Jerseyja ali Sankt Petersburga, da postavim, da vlijem v mojo sedanjo posodo, v mojo temno posodo, v katerem se počutim tako ali drugače, da vlijem nekaj, kar bo spominjalo na stanja, skozi katerega bom šel na kongresu. In tako dejansko potem praktično občutim, torej vidim, da začenjam delati z mojim hotenjem, da ga začnem upravljati na takšen način. Torej nisem več poslušen temu hotenju. Torej hotenje mi reče, da ne želim priti in potem ne pridem. Torej, če začnem delati in da vem, da to prihaja od stvarnika in da je to sistem in da se vedno tako dogaja, da je to vedno plus in minus, dvig in spust in da bom tako napredoval v vsakem stanju, na vsakem nivoju. Torej, glede kongresa so tu še druga vprašanja. Torej, pospešitev in notranje delo. Čeprav mislim, da ne delam nič, vendar, ko sem doma in razmišljam o tem, ali naj pridem ali naj ne pridem, to je že delo. To je delo v dejanski akciji. To je začetna točka, vendar je že delo. Potem boste razumeli, da kabala ni neko znanje, temveč da ta modrost dela za celotno vašo esenco, za vašim bistvom, za vašim hotenjem, za najbolj bistvenimi elementi našega obstajanja. In podočili se boste, da lahko to upravljate, da greste nad tem, da povečate to in da pridete do novih nivojev dosežka. To je življenjska pustolovščina, notranja pustolovščina.